Skoraj teden je že, odkar sem odšla, iz naše vasi sem dol. Šola začela se je zares, vstajam ob 6:30. Internat je že star in v sobi še s 3 dekleti živim. Dom sem zapustila pri 15. Polno pričakovanj, želja, predvsem pa strahu pred neznanim. Mama, tako je, kot rekla si mi, da v začetku morda bo hudo. Zdaj prvič odšla sem tak daleč od doma, saj prej sploh... Že iz ceste jo je videti. Ogromno, razvlečeno stavbo s pisanimi okni in sivo steno. Tam stoji in čaka, da vstopim vanjo. Tu je lasivi beton. Namesto ptic zbudi me motor, namesto jutra srečam meglo. In ves ta Kakšne cimre bom imela? Se bomo razumele? Si bomo zaupale? Bodo postale moje prijateljice? Lahko zaupam vzgojiteljici? Mi bo priskočila na pomoč, ko jo bom potrebovala? In kdo je fant, ki mi je pomežiknil na informativnem dnevu? Bo moj sošolec? vsi ljudje hitijo, panje, kjer živijo. Kaj se skriva za temi zidovi? Preveč vprašanj za mene, 15-letnico. Preplavi me nek občutek, ki ga sploh ne znam opisati. Veselje, žalost, sreča, vznemirjenje, pričakovanje. Prevelika sem za domače gnezdo in premajhna za popolnoma samostojen let. Let življenja. Pozdravljeni in dobrodošli v Dijaškem domu Bežigrad Ljubljana, najlepšem dijaškem domu. Dijaški dom Bežigrad praznuje častitljivih 70 let. To je že dolga doba, v tem času se je marsikaj zgodilo, tudi selil se je. Njegovi začetki segajo na drugo lokacijo, to je Tomačevo, drugi predel Ljubljane. Na tej lokaciji pa smo zadnjih 50 let, za Bežigradom, v lepem akademskem okolišu, polnem zelenja. Zametke Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana lahko najdemo v letu 1948. Takrat je bilo na Tomačevski cesti 23 lesenih stavb, barak, v katerih se je v enem letu zamenjalo več kot 1000 učencev. V teh skromnih lesenih hišah so živeli in se učili bodoči gradbeni delavci. Volja, pogum in energija ljudi, ki so želeli več in boljše, je v 10 letih pripeljala dijake v nove, lepe in tople prostore. S skupnimi močmi več podjetij in veliko dobre volje je leta 1959 luč sveta ugledal gradbeni šolski center Ivana Kavčiča, v sklopu katerega je bil postavljen tudi nov dijaški dom. Ko sem prišel v službo, sem mislil, da sem prišel v kasarno. Totalni kasarniški sistem. Ko sem prišel sem, je to bil tako nekje vajeniški dijaški dom. Mislim, pod narekovaj, ni bil to uradno vajeniški, ne, ampak v glavnem so to bili vajenci. In to so bili zidarji, tesarji, strojniki, gradbene mehanizacije. Ob 6 je bilo pa strogo stajanje, ne. Stajanje, umivanje, pojslo na zračenje, deke gor obesli. Takrat je bil sistem drugačen. Vse je bilo bolj strogo. Na tej lokaciji še danes stojita stavbi A in B. Dijaški dom je sprva gostil predvsem dijake gradbene šole, leta 1984 pa je za združitvijo z domom tehniških strok in osebnih storitev v dijaškem domu postalo prav pestro. Posebej mi je ostalo v spominu ena pantovska soba, gor na vrh so jo demolirali. Čist. S televizijo vred. Včasih pa tudi, kaj še znajde v Polini, pa je rekel,
Stara, kdaj boš na penzion? Ja. Jaz sem rekla, jaz bom šla, samo če boš ti dočakal, da boš šla. Vse sorte je bilo. Takrat je bila večja človeka, ker so skupne kopalnice bile. 800 dijak smo imeli. Da ne štejemo tukaj. Pa štejete po vojniku, po Kozarce v školi. kozarce, gate, nogavice, vse živo. V nov prizidek, današnjo C-stavbo, so prišla tudi dekleta in prinesla čisto novo in posebno dinamiko. Smo se združili, začeli bajte delati in je bila. Naprimer, maja so začeli delati, decembra že bilo fertik. Tisti po novoletnih praznikih so se že selili. Sem smo pripeljali dijakinje, ker tukaj so bili fantje in smo bili zelo zaželjeni, da dijakinje so bolj, kar se tiče reda, manj uničevanja, inventarja, bolj pazijo na linijo, da niso toliko pojedle, ker hrana je vedno postavka, kot je danes še vedno. Pa če ti vidiš nekoga, ko je ravno prišel v hiši, pa da te pohvali, imate pa dober, pa je tudi lepo, se ti dobro zdi, da te nekdo poboža, ne, z besedami. In takrat so tudi dekleta prišla in je to bilo čista ena sprememba. Ne. Vem, da recimo je bilo primer strogo ločeno, to je hodnik, ko so samo fantje, te so samo dekleta. In enkrat je vzgojiteljica Mojca naredila en štos in je odklenila vrata in je nagovorila dekleta, zdaj pa pejte po hodniku, kjer so fantje. In ko so to fantje videli, so bili čisto odreveneli. Skrivali so se in tako naprej. Tako da tudi jaz nisem bil pripravljen na to, sem malo bil začuden, ampak malo smo ugotovili, da je to Mojca bila tista, ki je ušpičila. Sčasoma je vsaka soba dobila lastno kopalnico, v zadnjem desetletju pa je bil dom deležen temeljite obnove zunanjosti in notranjosti. Zdaj, ko sem že v pokoju, ko pridem tole, dejansko ni za prepoznati, kakšno je to. Prej je bilo strogo 4 dijaki v sobi, do tega, da zdaj mislim, da so že 2, imajo tudi svoje sanitarije in lahko si tudi kaj skuhajo in tako naprej. Vse je bilo tako spontano, ne? Kar nekako se dogaja. In jaz sem uživala v tem, da se je dogajalo. Mislim, da so bili pravila dosti stroga na papirju. Če si pa hotel biti življenjski, si pa mogel kdaj ravnati po svojem lastnem življenjskem prepričanju. Jaz sem bila zelo vesela, da sem bila tle. Meni je bilo samo žal, ko sem šla. Menjavali so se ravnatelji, mi smo pa ostali isti bojevniki na terenu. Da ti lepi spomini takole ostanejo, jaz še današnji dan rada vsem povem, kje sem bila v službi. In še bi šla, če bi bila mlada. Danes živijo v dijaškem domu dijaki različnih srednjih šol iz bližnje in daljne okolice. Se učijo, spoznavajo, zabavajo in večina jih kasneje nadaljuje šolanje na fakultetah in višjih šolah. In na vse smo ponosni. Lušno, ne? Smo drugi največji dom v Sloveniji. Premoremo malo več kot 380 postelj. Žal to premalo postelj. Vsem bi radi ustregli, da bi prišli k nam, ker ko se z njimi pogovarjamo, se odločijo za naš dom z razlogom in je težko potem jih preusmeriti, žal ne gre drugače. Posebne nas dela v prvi vrsti to, da imamo mešane vzgojne skupine. To je projekt, ki smo ga dosti pogumno zastavili že 12 in več let nazaj, ko smo se odločili, da bomo v dijaškem domu zgradili kopalnice. In kakor smo te kopalnice gradili, se nam je tudi pokazala zmožnost, da pa poskušamo oblikovati mešano vzgojno skupino, ker seveda ima vsaka soba svojo kopalnico in lahko so v eni sobi dekleta, v drugi sobi fantje in tako dalje. Ljudje so nam začeli zaupati,
da vemo, kaj delamo. In dejansko so začeli tudi ugotavljati, da je to neka prednost. Zato mislim, da danes sploh ni govora več o tem, ampak verjetno nazaj več ne bi šli. To pa je tudi obdobje, ko mladi intenzivno odraščajo, iščejo svojo pot, razmišljajo o sebi, o svoji identiteti, se povezujejo z vrstniki, doživljajo take in drugačne izkušnje, so daleč od doma, nekateri to lažje doživljajo, drugi težje doživljajo. Zato je zelo pomembno, da jim nudimo podporo pri razvoju, osebni rasti. Kajti najlepše je to, ko vemo, da zaključijo uspešno, dobijo spričevalo in so pripravljeni nekako za to, da odletijo iz gnezda. Ponosni smo tudi na naš učni uspeh. Naš kolektiv je res dober. Jaz to vedno pravim in na vsakem mestu. Lahko se pohvalimo, lahko smo veseli in zadovoljni, ker vsakdo se trudi po svojih močeh. In kot celota delujemo res dobro in so tudi pokazali naši rezultati. Naš dijaški dom je v letih zelo zrastel, ne mislim po kvadraturi, to še upam, da bo, ker imamo smele načrte tudi v tej smeri. Ampak kot na ugledu smo pridobili in k nam radi pridejo novi dijaki, radi pridejo starši, vedo, da se lahko pogovorijo in kot sem že rekla, radi se vračajo tudi bivši. Kaj si želimo še lepšega? Najvišje nadstropje. Tretje okno iz konca z rumeno obrobo. Majhna postelja, polovica mize, velika omara, manjša omara, 2 predala, 4 vrstice radiatorja v kopalnici, 2 obešalnika za plašče, tretjina poličke nad umivalnikom in prav toliko prostora na polički za šampone in mila, moja last. Moj intimni prostor, učni prostor, jedilnica, dnevna soba, pisarna, lepotni salon, enostavno vse, kar potrebuje 17-letna glava. Moja soba je včasih polna solz, smeha in domišljije. Delim jo z 2 dekletoma z istim položajem kot jaz. To je prostor, v katerega se vračam vsako nedeljo, vsak šolski dan. Včasih želim biti sama, ne zdržim več pritiska svojih sostanovalk, kaj šele vzgojiteljice. Pride dan, ko ostanem sama v svoji sobi. Takrat pogrešam šepetanje v večerih in dihanje moje globoko speče domske sestre. To ni klasično življenje srednješolke. Kar naenkrat imam 2 sestri. Kar naenkrat sta del moje rutine in moram graditi na odnosu, ki mi je neznan. Še bolj me preseneti, ko vzljubim in se zavem, da postajate ogromen del mojega vsakdana in posledično mojega življenja. Moj osebni prostor je omejen. Organizacija v moji omari tudi po 2 letih ni idealna. Še vedno odkrivam nove načine za čim bolj izkoriščen prostor. Učim se sobivanja in posvajam tuje navade. Vedno je v bližini nekdo, s komer se lahko pogovarjam in najdem zavetje. Tudi teme me ni več strah, ker se zdi ta majhna sobica pregledna tudi v temi. Do solz se nasmejim dobro poznanemu jutranjemu obrazu. Uživam, ko ugotovim, da bom spala 2 uri več od vaju. Sovražim, ko pozabita zjutraj odnesti smeti in zaloputneta z vrati. Spoštujem, da prenašata mojo neurejenost. Majhno sobico s kopalnico si delimo 3 dekleta, različnih velikosti, starosti, porekla in interesov. Ni lahko, ni idealno, ampak je naša in zato mi je všeč. Vedve v tej majhni sobici z rumenim oknom sta moj dom. Vaši otroci niso vaši otroci. Vaši otroci niso vaši otroci. Sinovi in hčere, klica življenja k življenju so. Po vas prihajajo, a ne od vas. Čeprav so z vami, niso vaša lastnina. Lahko jim darujete svojo ljubezen, tudi ne morete jim dati svojih misli, kajti oni imajo svoje misli. Lahko sprejmete njihova telesa, ne pa njihovih duš. Kajti njihove duše že prebivajo v hiši jutrišnjega dne, ki je vi niti v svojih sanjah ne morete obiskati. Lahko si prizadevate, da boste takšni kot oni. Toda ne trudite se, da bi oni ravnali tako kot vi. Kajti življenje ne teče nazaj in se ne ustavlja ob tem, kar je bilo včeraj.
Kajti življenje ne teče nazaj in se ne ustavlja ob tem, kar je bilo včeraj. Zdaj vem, kaj je za temi zidovi. To niso le stene, okna, zidovi, lepa fasada. Moje cimre so dom, moja vzgojiteljica, kuharice, ravnateljica, ljudje, ki jim zaupam, predvsem pa mi dijaki, ter nepozabna prijateljstva, prve simpatije, domski plesi, učne ure, sitne cimre, bežni pogledi na hodniku, skupni večeri ob oknu. Še vedno vsak petek napolnim kovček s težo tedna. Moj odhod ni mimobežen. Dejansko se moramo doma posloviti, ga objeti in mu povedati, da bom kmalu nazaj. Iz avtobusa gledam na stavbo s pisanimi okni. Ponosna sem nase, da mi je uspelo ustvariti svoj dom, da mi je tukaj všeč. Hkrati pa me napaja hvaležnost za vse tujce, ki so videli dom v meni. Ljudje, ki me obkrožajo, postajajo moji najboljši prijatelji, soustvarjalci, inštruktori, svetovalci. Nasplošno pa ljudje, ki jim lahko zaupam. Dijaški dom smo ljudje. Ni več tujcev. Mi smo dijaški dom. Čarovnija, vam rečem.